Ej, jo! Ja, malo sem zginil z radarja, enostavno se je ful dogajalo, ful enih sestankov, priprav na sezono projektov, no, še vedno se dogaja in enostavno ni ratal pripravljati in snemati video. In ko smo že pri videih, tele je Nitro Showdown napovednik. Celje, pripravite se, ker to bo najbolj nor show. Nitro Showdown, that's how we play. We smoking tires hard, that's how we play. 100 killer tricks, that's how we play. Trip life living, that's how we play. That's how we play. Never live, that's how we play. Bunch fun, that's how we play. Nitro Showdown, that's how we play. Pripeljali bomo najbolj nore trike, to je Nitro Showdown. Če še nimaš, ne pozabiti kupiti vstopnice automotorshow.si in se vidimo v Celju 16.-17. maj. Nisem sam jaz zginil z radarja, ampak tudi Nevara, nima veze, ker je nazaj. Kva se je dogajalo z Nevaro? No, Nevara je imela v roku enih 10 dni 2 crasha, ne na mojo krivdo. Prvi crash se je zgodil tlele, v bližini. In ja, takole stvar zgleda. Namreč kombijo je nabasil od odzadi, pri odprtih vratih. Drug crash se je zgodil, ja, par 100 metrov stran. Se je nekdo zaletel v tale bok in kot vidite, ja, manjka livery. In za livery bomo mogli še malo počakati, ker ja, se more barva dokončno strditi ali nekaj tasga prijeti podlage. In v tej smoli se je pokazala priložnost, da na Nevari nekaj probamo. Tako da gremo v delavnico. Pa preden vam povem, kaj sem si zamislil z Nevaro, en čist hiter update, kaj se dogaja na naših drift projektih. Ja, nič, trenutno je vse v čakanju tega, da naročen material pride, ker ja, itak je vse stojine, nekaj tudi zelo daleč stran na žalost, ampak ja, vse v prihodu, tako da update kmalu sledi že v naslednjih dnevih. Ok, v tem času, ki je bila Nevara zbita in sem jaz čakal, da bo klepar imel čas, ja, veliko razmišljaš, sploh ko gledaš avto malo zbit, kaj in kako. In ideja je padla, da bi Nevaro poširili. Tisti, ki ste videli naš video, ki smo ga objavili za 1. aprila, ne, to niso širitve za S15, ampak ja, za našo Nevaro. Na avtu je še zimski setup, moram dati gor letnega in bom tudi tole test fitu, ker seveda imamo tudi distančnike, ker bo treba vse skrb malo bolj ven potegniti, pol dol odmontirati širitve seveda, ker bo seveda avto mogel iti na polepitev še, širitve na polepitev in to komu drugemu kot Pesotu in Iveksi skočil nalju v Umag, ki skrbita za vse naše avtomobile. Ej, skate je tudi kole ful uporabljen, ker podlagaš avto. Alright, test fital bomo samo na tej strani za začetek. Ok, ja, na drugi strani si moram gor letne dati. Ampak nažalost je višina, ne, se grem lahko še malo višji, sam je kar knap po tem prostoru z Nevaro. Bo že bilo v Unmu, sam je pa trenutno zaseden z drugimi projekti. A ja, prej sem jih že losil, da ste mislili, da nimam zategnenih koles na avto. Mislim, da smo že enkrat delali eno epizodo na temo omenjavi koles in kako pravilno se demontirajo in montirajo.
tako da se ne bom ponavljal, lahko iščete malo po kanalu. Za tele širitve bomo rabili še tele distančnike, ok, sej offset na letnem setupu je zelo nizek, ampak še vedno so kar orang širitve tole in ja, 30 mm distančniki, jaz upam, da ne bo ful premalo, več si nisem upal vzeti, in še to mi je tako, ajde mogoče do 40 mm, da bi šli sam. In že tole bomo videli, kako se bo sploh stvari kaj obnašale, volan, treslaji, karkoli. No ja, bomo pol ugotavljali, kaj je stvari. Tako da, ja, imamo tele distančnike in moramo najprej tole gor namontirati, preden namontiramo ta letni feltne. Še ena stvar, ki je dobro vedeti, pri takih dimenzijah distančnikov vedno pridejo noter uprešeni še eni vijaki. In se pravi, ta distančnik se najprej prešraufa gor na pesto in potem feltna na distančnik. In to je zaradi tega, da se razbremenijo, dajmo reči, sile na vijaku, ki bi bile, če bi ta bil enostavno iz pesta skozi in skozi samo feltno. Eno matico sem pozabil dol odšraufati, ki jih proizvajalec da na vijake, kamor pridejo feltne prešraufane, zato da se ne zgubijo. Ni neumen. Mogoče pa neumen, da jih do konca gor zašraufajo. Se ne, zakaj nisem pištolo vzel. It is what it is. Drugače, ko bo to šlo gor zares, je fajn distančnik malo namazati z mastjo. Sploh, če ima avto zadnji bobne. Old school. Glavno, kaj je pomemben, kakor pri feltnah, da se jih gor da na križ in zateguje malo po malo. Definitivno pa preverite, kaj vam piše v papirjih ali pa navodilih proizvajalca, koliko jih je treba zategniti z moment ključem. Absolutno zategovati z moment ključem, ne na pištolo pa kolikor gre do konca. No. Ima refresha tale boba, ne? Malo poštriha. Jaz bom tole zdaj čist po feelingu zategnil, zato koliko sem rekel, je to samo test fit in ja. Pol gre vse skupaj dol in distančniki in širitve, ker ja, treba avto polimati najprej. Moj problem, ker si navajen sam 5 vijakov, pa moraš pa malo razmisliti, kako bo šel cik-cak. Feltne. Evo, feltne. Tit mi naredi za to slugo, pa jih je zbalansiral, tako da so bolj naredi sam za namontirati vin. Pred bih mogel. Ful bi bilo dobro, če bi si primatice prebral. Drugač pa, če je kdo tle v off-road sceni ali pa pick-up sceni, smo tudi distributeri za različne proizvajalce platišč za off-road in pa tudi kar nekaj ostalih komponent, kot so pač širitve in ostale podobne off-road zadeve. Alright, še spredi. Ej, by the way, če še ne veste, Monster ima zunaj 2 nova flavorja. Bad Apple, ki dejansko ain't that bad. In pa nov Valentino Rossi flavor. V bistvu nisem ziher, če je nov flavor, ampak sam brez sladkorja. In kolikor vidite, telih novih, poleg Landata, najhitreje zmanjkuje. V glavnem, dokler sem jaz tole kazal, so se spredi kolesa kar sama po sebi premontirala in tudi distančniki so gor in to zdaj izgleda takole nekako. Zdaj je pa čas, da probam namontirati tele širitve, čeprav vidim, da sem mogoče malo zeznil. Bi bilo bolj, da se šel to delati na uni strani, ker je vsaj avto še cel v foliji, tako da
cela ta vizualizacija mogoče ne bo najboljša, ampak pustimo se presenetiti. Tole je gor in jaz sem kar presenečen, tako bil sem kar skeptičen, mi bo to cool ali ne in že delo plane, ja pa sej, če pa ne bo dober, pa če ne bomo tega gor montirali, ampak tole ni bad. Ok, čist od spredi vam ga ne morem pokazati ta moment, manjka tlele še en tak podaljšek temu pride, ja, bo treba mu še neke mounting pointe pri koloteku pogruntati, ampak nič kaj tazga, kar ne bi mogli rešiti. Malo bo sicer treba še opasati tole vse skupaj, ampak nič kaj tazga, če sem iskren. Ena stvar, ki me je motila na fotkah, ko sem gledal tale kit je, da tlele je taka praznina pri telih vratcih od rezervarja, in uživo sploh ni toliko moteče, če sem iskren. Zdaj res je treba videti, ko bo tole vse skupaj dan v folijo, ampak jaz imam drugače eno idejo, saj bomo mogli ful hitro realizirati in sicer, da bi tole 3D poskenirali, dejansko naredili en 3D print, upasali gor in se tole lahko tako ful po moje lepo lahko zaprene. Sam ja, to moramo pol pohteti, preden gre avto na lepljenje, da se bo nekako vse ujel potem tudi čez tale vratca. To je to za ta video, zdaj se moramo telih dveh lotati naprej. Najprej Tomketa, zato ker imamo že zelo kmalu ta prvi event in do naslednjič veste, kva morate narediti. Naročite se na kanal, lajkati, šerati, stisniti komentar in see ya!